Lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije na razstavi Vzhodnoazijski jeziki skozi uho in oko, na kateri se prvič v Mali galeriji predstavlja oddelek za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Isto tako prvič v galeriji predstavljamo v razstavni obliki fenomen poezije. Kar ni naključje. Poezija je del literature, ki se zelo elegantno podaja tudi razstavnem formatu, ker je tudi sama veliko prispevala k velikim konceptualnim premikom umetnosti 20. stoletja. Zakaj? Zato, ker je poezija pravzaprav nekaj transmedijskega. Poezijo, kot tudi ta razstava priča, lahko beremo, lahko gledamo, lahko poslušamo. Pravzaprav poezija izhaja iz fenomena, da je besedni znak, da je beseda lahko tudi veliko več od njenega neposrednega pomena. Lahko se tudi, kot je to pogosto fenomen v poeziji, v svoji materialnosti osvobodi in pravzaprav proizvaja nekaj več, kot je sam njen neposreden pozitivni fenomen. O tem priča tudi ta čista, grafična, črno-bela postavitev na razstavi Vzhodnoazijski jeziki skozi uho in oko. Namreč tukajle te pesnitve lahko beremo, lahko jih enostavno gledamo, lahko jih tudi doživimo kot neko svojevrstno partituro. Pravzaprav se vzhodnoazijski jeziki v svoji sugestivnosti ravno podajajo pravzaprav tudi takšni obravnavi. Osrednja tema razstave Vzhodnoazijski jeziki skozi uho in oko je prav fenomen življenja, živeti. Kot sugerira tudi ta monumentalna pismenka, ki jo opazimo takoj pri vhodu v galerijo in ki se kot leitmotiv ponavlja tudi v tej ravni liniji, skozi katero smo nekako pritkali te pesnitve v korejskem, japonskem in kitajskem jeziku. Razstava tudi predstavlja neko sceno, neko scenografijo za številne obrazstavne dogodke, ker pravzaprav ta besedni znak še enkrat oživi v recitacijah študentov oddelka za azijske študije in njihovih profesorjev.